Haleluja, govorimo o lekcijah iz božične zgodbe in upam, da uživate v tem času. A ni the best, da vsaj enkrat na leto lahko govorimo o tem, da se je Jezus rodil in kako je prišel in kaj je delo, je usupljivo. In poglejmo si danes malo Marijo, kako je ena najstnica, v bistvu nepomembna oseba, totalno neznana in je bila čisto šokirana, da je angel prišel do nje in je rekel, rodil se bo Mesija čez tebe, Bog si ti je izbral, da bo čez tebe nadnaravno spočet Mesija, ker vsak človek, ki se rodi naravno, vemo, da je padel z grešno naravo. Zato je Bog postal človek in to nadnaravno, po Svetem Duhu, ki je prišel na Marijo, je Bog se utelesil in postal človek. In to je res noro, kakšen je Božji načrt, kako se Bog poniža in postane človek. In poglejmo si zdaj Marijo, ona je mogla riskirati svoje življenje, lahko jo kamnajo, lahko jo proglasijo za nečistnico. In prav dobro, naj se mi zgodi Božja volja, samo da služim Bogu. In to mi je bolj pomembno, kot moje življenje. In tukaj je dobra lekcija za nas, da če hočemo, da Bog čez nas nekaj naredi, mu moramo dovolj, da njegova beseda postane resnica in da se njegova volja zgodi, ne glede na to, kako bomo izgledali, ali bomo izgledali čuden ali karkoli v očeh tega sveta. Oče, mi ti predajamo danes svoje življenje, haleluja, govor na svojo besedo. Danes, Gospod, naj bomo maternica za tvoj čudež, Oče. Naj se tvoja volja zgodi čez nas na tej zemlji. Molim, da ne živimo samo zase in da ne razmišljamo, da nam bo koristilo, da nam ne bo, kako bomo izgledali, ampak da samo hočemo, da smo blagoslov za nekoga drugega, da lahko uporabiš ti naše življenje, da lahko blagoslavljaš druge. Amen.